Smo na gradbišču zdravstvene postaje Tezno. Lani je bil postavljen temeljni kamen, nekje pol leta je od takrat. Kaj je pravzaprav nastalo doslej, kaj vidimo, kaj se dogaja? Trenutno smo v fazi izvedbe pritličja, kar pomeni, da delamo notranje nosilne armirano-betonske stene in pa zunanje zelene nosilne stene. Sem v bistvu podaljšujemo objekt, ki je nepodkleten, tako da še, bom rekla, 10 metrov še pride navzven. Drugače objekt, bom rekla, je 3/4 stvari že zasutih. Ste z gradnjo v zaostanku, ste v časovnem roku, vas kaj skrbi? Mora biti svetovni trg, ki je povezan tako z negotovimi varnostnimi razmerami, kot ne nazadnje tudi s cenami surovine. Bom rekla, kar se tiče terminsko, smo sicer malo v zaostanku, ampak mislim, da bomo zdaj, ko smo pogruntali tehnologije in vse, bomo to nadoknadili. Kar se tiče surovin na cene, verjetno se bo zgodilo spet kaj, da se bojo določene surovine podražile. Potek gradnje teče, povedali, da je gospa, da je nekoliko malo časovnega zaostanka, ki ga imajo namen nadoknaditi. Lahko danes prebivalcem Tezna z enako gotovostjo kot o položitvi temeljnega kamna rečete, da bo zdravstvena postaja Tezno v letu 2027, najkasneje jeseni, sprejela prve paciente? Pogodba za gradbeno-obrtniška dela ima rok konec junija 2027. Zagotovo sledimo cilju, da je objekt konec leta 2026 zaprt. V poletnem času predvidevamo, da se začnejo že obrtniška dela, tako da vsi delamo na tem. Finančna konstrukcija je zaprta, kakšni so zneski? Tako je, finančna konstrukcija je zaprta, ocenjena vrednost same investicije po investicijskem dokumentu je 20,7 milijona. Trenutno imamo sklenjeno gradbeno-obrtniško pogodbo v vrednosti dobrih 15 milijonov. Potrebno pa je izvesti še druga javna naročila za opremo in vse ostalo. To bo pa sledilo verjetno že konec tega leta? Tako je. Tako iskreno gre pri zdravstveni postaji Tezno vse po načrtih? Vsak projekt je živa stvar, vsega se ne da predvideti, ampak uspešno rešujemo vse izzive z vsemi deležniki na projektu. Kaj vas morda skrbi, povzroča kakšno negotovost? Vedno je v prvi vrsti potreba po varnosti in to me skrbi vedno na vseh projektih najbolj. Če bomo vsi varni in otroci in delavci na gradbišču, potem bomo vse druga rešili.